Lepo pozdravljeni na nocojšnjem znanstvenem večeru in na predavanju z naslovom Gravitacijski valovi 100 let od napovedi do odkritja. Veliko čast in veselje mi je pozdraviti nocojšnjega predavatelja, profesorja dr. Andreja Čadeža, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Tema njegovega predavanja, gravitacijski valovi, je za fiziko in astrofiziko zelo pomembna, poleg tega, pa kot veste, je v zadnjih dneh tudi zelo aktualna. Poleg tega njegovo predavanje prihaja ravno v času, ko na Univerzi v Novi Gorici odpiramo študij astrofizike, zato nam je še posebej v čast gostiti začetnika astrofizike v Sloveniji. Če zelo na kratko povzamem prispevek profesorja Čadeža slovenske astrofiziki, je ustanovitelj astrofizikalne raziskovalne skupine v Ljubljani, ki jo je tudi vrsto let vodil. Prav tako je bil dolgoletni vodja astronomskega observatorija na Golovcu. Imel je ključno vlogo pri razvoju astronomske smeri študija v Ljubljani, med drugim je uvedel več univerzitetnih predmetov in bil mentor prvim doktoratom iz astrofizike v Sloveniji. Na njegovi raziskovalni poti je v zvezi z današnjim predavanjem pomemben njegov doktorat na Univerzi North Carolina v ZDA na temo trka dveh črnih lukenj. In pa seveda sodelovanje pri projektu LIGO konec 80. let prejšnjega stoletja. Po vrnitvi mislim, da lahko rečem, da je v Slovenijo pripeljal splošno teorijo relativnosti kot univerzitetni predmet in kot raziskovalno področje. Tako da imamo danes res lepo priložnost, da nam o gravitacijskih valovih predava ravno profesor Čadež, tako rekoč iz prve roke. Tako da lepo prosim. Hvala. Hvala lepa. Lepa hvala, ampak malo mi je naroden. Samo da začnem. Torej, zdaj, jaz bi začel gravitacijski valovi, kaj pa to so, ne? Človek bi rekel, vsi poznamo plimo, ne? A vidite, si predstavljate, malo čudna razmerja, če tole Zemlja, a ne? Pa tole Luna, pa gre Luna okrog Zemlje, kaj Luna naredi, da Zemlja postane takale malo razpotegnjena, ne? In zdaj, če pogledamo ta val, ne, plimski val, seveda se po Zemlji, Zemlja vedno, a vidite, plime, ne, Luna potegne Zemljo zmeri k sebi, pa od sebe preč, ne, v prejšnji smeri se pa malo razkrč, ne. Ampak zdaj pa si predstavljajte, da imam takole z Luno pa Zemljo, tukajle, ne, imam pa na raketo, na platformo, a ne, ki postavimo na kapljico vode gora, ne. Kakšna bo ta kapljica vode, ne? Zdaj, če mi bo uspel tole prav zažgnati, pa nekaj moram pritisniti, pa točno ne vem kaj. A vidite, kaj sem hotel narisati, tista stvar, ne morem Lune pa Zemlje vstaviti, ampak predstavljate, v zadnjem imam jamo, potencialno jamo, ne, Zemlje pa od Lune, ne, in tale potencialna jama, ne, je malo razpotegnjena, ne, to se pravi na kapljica, tlele gor na vrh, ne, bi bila razpotegnjena, pa bi se ravno tako vrtela, ne, razpotegnjen okrog, ne, s plimo, ne, in to se pravi, to je gravitacijski val. Bolj daleč, ko grem, ne, a vidite, čim bolj daleč se tele, ko se tele doline nižajo, ne, je tim bolj daleč, ko grem, bolj je okrogla tale votnina, kapljica je vedno bolj okrogla, ne, in zdaj, a vidite, po Newtonu, ne, bi se klima obnašala takole, ne, se pravi tale H, ne, tole količino H, ki jo bom skozi v njej govoril, a ne, s tem opisujemo gravitacijski val in H nam pove, koliko je razmerje obeh osi tazga elipsoida, a ne, -1, ne, koliko je razmerje teh osi, a ne, se pravi, koliko je ta sploščenost, ne. Po Newtonu, a vidite, imam za H takole formulo, a ne, če pogledate H je enako gm1 plus n2, ne, a vidite, imam R deljeno z RC kvadrat, pa imam pa še D deljeno z R na kvadrat, ne, to se pravi, 1 z R na 3 pada tale moč po Newtonu. Aha, hvala. Ne, a vidite, tlele imam R kvadrat, pa še en R, 1 z R na 3 pada, to je pa zelo hiter, to se pravi, če bi šlo zelo daleč od Zemlje pa od Lune, ne, se nič ne bi zgodilo, ne.
Ampak Einstein pa prav, ne, a vidite, in to je ravno razlika med Newtonom pa Einsteinom, da nam iz tega d deljeno z r je d krat omega deljeno s c na kvadrat. Ne. To je pa konstantno, to ni nič od r odvisno, ampak ima samo tale ena z r faktora. Ne. Se pravi, a vidite, po Einsteinu se gravitacijski val, sicer tale številka sicer zelo majčkana, ampak z r-om ne pada. V tem je vic, ne, zaradi tega se potem takale plima, ne, zaradi Einsteina širi v prostor, tako kot katerikoli drug val. Ne. To je gravitacijski val. Ne. Gravitacijski val vedno v eni smeri raztegne, v drugi smeri pa skrči. Ne. Zdaj, seveda, takrat, ko je bilo govor na začetku o gravitacijskih valovih, so se ljudje spraševali, ja, fejst bi bilo, da bi jih videli. Ne. Namreč zakaj? A vidite, mi imamo v naravi 4 sile. Ne. Gravitacijska, elektromagnetna, močna pa šibka. Močna pa šibka sila, vemo, da imata zelo majhen doseg. Ne. Ampak gravitacijska pa elektromagnetna imata pa, rečemo, neskončen doseg. Ne. In zdaj, seveda, elektromagnetna sila zelo pomembna, ima neskončen doseg, ne. Ampak gravitacijska pa še bolj pravzaprav za vesolje, ne. Kajti gravitacijska sila oblikuje vesolje, ne elektromagneta tako velik. Ne. In zdaj, če bi mi lahko gravitacijske valove videli, bi mogoče se kaj zanimivega naučili. Ampak seveda, zato se moramo pa ne vprašati, kaj lahko sploh pričakujemo. Ne. Ta prva stvar, ki se vprašamo, kako je z močjo sevanja. Ne. To je, da sem napisal formulo za moč sevanja. In zdaj ta, kaj pomeni? G je gravitacijska konstanta, C je hitrost svetlobe, ampak tukaj so mase pomembne, ne. Zdaj tole se skupaj je nekakšna masa, ne. Rečemo reducirana masa, ne. To je oddaljenost dveh mas, ne, to je pa hitrost, kotna hitrost, katero te dve masi krožita. To se pravi, dvojni zvezdi, ki krožita druga kot druga, bodo oddale gravitacijske valove z frekvenco, kakršna je frekvenca kroženja teh dveh zvezd. Ne. In tole je zdaj tale moč. Ne. Ampak zdaj, a vidite, tlele v tej formuli imam dve številke D, oddaljenost zvezd pa kotno hitrost. Ampak oddaljenost pa kotna hitrost sta povezana s Keplerjevim zakonom. Ne. Zaradi tega lahko iz tele moči, ne, pravzaprav ugotovim, da je moč odvisna samo ali od kotne hitrosti ali pa od D-ja, ker mi je pač ljubše. Ne. Ne, jaz sem se odločil za kotno hitrost, omega. Ne. Ampak, seveda, če vem, kakšna je moč, potem lahko tudi vem, kakšen bo tale H. To je ena bolj komplicirana formula za H. Ne. Tukaj sem napisal pa majčkeno bolj preprosto formulo, ne, pa ne par faktorjev greda velikosti ena manjka. Ne. Kaj tale pomeni? Ne? A vidite, H, ne, je gravitacijska konstanta na kvadrat, kada ima 1 med 2 deljeno z C na 4. To je nekaj tazga, kot kvadrat gravitacijske mase. A vidite, tale številka, če sta dve zvezdi Sonce, je potom tale številka 1,5 km na kvadrat. To se pravi, H je 1,5 km na kvadrat, deljeno z razdaljo med zvezdama, pa deljeno z oddaljenostjo teh dveh zvezd. Da si predstavljate oddaljenost tazga para, kjer plešča drug od drugega, ne, merimo v svetlobnih letih, ne, če bomo tlele zdaj, a vidite, 1 kilometer deljeno s svetlobnimi leti, očitno bo to številka zelo majčkana. Zaradi tega sem te številke, tale H, ne, v odvisnosti od odhodnega časa, ne, sem narisal na tale diagrama. Ne. Tukaj mi kaže, koliko velik je H. Vzel sem pa to, ne, da rečemo, da naj krožita dve zvezdi z maso Sonca, vsaka ima maso Sonca, ne, in krožita druga okrog druge, potem v obhodnem času, tukaj je 1 leto, 1 mesec, 1 dan, 1 sekunda, pa 1 milisekunda. Ne. Zdaj sem tukaj, a vidite, so posamezna področja. Ne. A vidite, če vzamem dve Sonci, ne, potem te dve Sonci ne morata krožiti druga okrog drugega zelo hitro, ne, čisto preprosto, zakaj ne? Ker če bosta zelo hitro krožila, bosta tako blizu prišla, da bo eno Sonce ostalo. Ne. Ne, takrat se bosta zaletela. Ne. To se pravi, a vidite, majčkeno hitreje, kot en dan je lahko krožita še okrog drugega, pa je pa konca. Ne. No, še bolj goste zvezde kot Sonce so bele prtlikavke, ne, bele prtlikavke lahko krožijo druga okrog druge, recimo nekaj minut, ne. Če pa perioda manjška, nekaj minut pa skupaj padajo. Ne. No, pa imamo pa nevtronske zvezde, ne. A vidite, nevtronske zvezde pa skupaj padajo takrat, ne, ko pridajo recimo krožna hitrost do okrog milisekunde. Ne. In
tukaj sem narisal haje, a ne? Kakšen je H, če je tale dvozvezde oddaljeno 100 svetlobnih let, če je oddaljeno 1000, 10 000, 100 000. 100 000 svetlobnih let je ena številka, ne? Zanimiva zato, ker 100 000 svetlobnih let je velikost naše galaksije. Ne? To se pravi, če si predstavljate, da bi imel recimo 2 nevtronski zvezdi, ne? Ki bi skupaj padle, ne, v naši galaksiji, ne? Potem bi pričakoval, da bi bil H okrog 10 na minus, recimo 19. Ne? A vidite, ne? Največ. Ne? Najprej bi se nevtronske zvezde bolj počas vrtele, ne? Pa ne bi nič signala, da bo potem na koncu bi pa H narastel recimo do 10 na minus 19. Ta številka, ne, se je zdela pred takrat, ko smo začeli o tem razmišljati, grozljiva, ne, 10 na minus 19 meriti, ne, to pomeni, da morate vi meriti, kaj s tem razdalja Zemlja, Luna je 400 000 kilometrov, to je 4x10 na 5, pa 60 na 11 milimetrov. Ne? To se pravi, mi moramo na, koliko smo rekli, 10 na minus 7 milimetra, na mikrone bi morali imeti razdaljo Zemlja, Luna. Ne? To se zdi malo težko. Ne? Ampak ne, zgodovina je, zdaj, ljudje so se najprej vprašali, kako pa sploh detektirati elektromagnetna valna. Vemo, kaj počne, ne? Ampak če hočemo detektorje graditi, ne? Nekaj zelo majčkega moramo meriti, ne? Ampak dajmo videti, kako se to dela najprej z radijskimi valovi. Ne? Kako detektirati, kako mi pravzaprav detektiramo elektromagnetno valovanje. Ne? A vidite, ja, nastavimo elektromagnetnemu valovanju eno palco, ne? Ker rečemo antena, v tale palca je sestavljena, ne? Ima noter pozitivne naboje, recimo v kristalu, ne? Pa elektroni, ki pa nekako prosto plešejo gor pa dol, ne? Ampak če pride zunanje električno polje, ne? Potem te elektrone šibe gor pa dol, ne? In seveda mi moramo tole šibanje gor pa dol nekako zaznati. Ne? Kako to zaznamo? Ja, takole, vidite, ne? Palco prerežemo na pol, ne? Pa priključimo ta spodnji del, pa tlele na en nihajni krog, ne? In zdaj v tem nihajnem krogu, vidite, ne? Pa se vozi elektroni sem pa kaj in enkrat je napetost tukaj le bolj velika, enkrat je pa spodaj bolj velika napetost niha, ne? In seveda moramo imeti en dober voltmeter, ne? Da bomo tole napetost merili, pa bomo zaznali elektromagnetni val. Ne? Zakaj sem tole slikco pokazal? Ne? A veste, pomembno je to, ne? Če hočemo detektirati elektromagnetni val, ne? Je fejst, da imamo nihajni krog. Ne? Zakaj nihajni krog? Ne? Zato, ker če boste tole slikco bolj natančno pogledali, boste videli tale tok. A vidite, tlele se bolj počas premika, ne? Tale tok pa hitrej šiba sem pa gor. Ne? Zakaj? Zato, ker sem jaz naredil tako, ne? Da resonanca ojači tok. Ne? Resonanca ojači napetost. Ne? Ampak seveda cena, ki je pa za to plačam, da imam resonančen krog, ne? Je pa ta, prvič, v resonanci dobim jaz tukaj le večjo amplitudo, kot bi jo samo, če tukaj le napetost, to se pravi, tlele dobim večjo amplitudo, kot če bi meril napetost med tema sponkama, ne? Ampak samo v resonanci. Če sem pa manj z resonance, dobim pa nič. Ne? No, se pravi, resonanca je zelo važna. Gremo naprej. Ne? Zdaj imamo gravitacijski val. Ne? Kaj je gravitacijski, kako to zgleda? Ne? A vidite, jaz sem rekel, če si predstavljam, da imam ene koralde, ne? Postavljene v krog, ne? Potem, ko gravitacijski pal pride, ne? Potem tele koralde, ta krog korald, ne? Na eni strani skrči, na drugo smer pa raztegne, ne? In takole gre, takole kot tlele gor pa dol. Ne? Tlele sem pa narisal, vidite, tiste točke, ne? Ko se vsred vala, ne? To se pravi vozu vala, ne? Pa dno vala, ne? Kako se giblje, ne? Z svetlobno hitrostjo, seveda proti temu detektorju. Ne? In kaj moram narediti? A vidite, jaz moram zdaj nekaj tazga narediti, da bom meril, kako se tale stvar krči pa širi. Ne? No, in se je gospod Joe Weber, ne? Je rekel, ja, pravzaprav so čisto enostavno, ne? Kaj bomo naredili? Piezo kristali so bili takrat imenitni, ne? Če bom jaz postavil eno palco s piezo kristala, ne?
gravitacijski signal, ne, bom uporabil nihajni krog, tako kot prej pri radiju, ne, ampak piezokristal se bo stiskal pa širil, ne, in zaradi tega se bo tukaj postavila napetost, resonanca bo pa ojačila mi napetost, ne, in bom meril gravitacijski val. Ne. To bi bilo zelo fejst, ne, ampak seveda ni tako enostavno. Ne. Ne, zakaj ni tako enostavno? Zaradi tistih številk, ki smo jih prej pokazali, 10 na minus 18, 10 na minus 20, 21 in tako naprej. Ne. No, zdaj pa se dajmo malo ustaviti pri tej resonanci, pri resonančni krivulji. Ne. A vidite, in se pravi, tukaj le hočem pokazati, ne, kakšen je odziv resonance, ne, na signal, ki pride. Ne. Se pravi, signal pride z eno ločno frekvenco, signal, zdaj nažalost se te barve se poslabo vidijo, a vidite, tale je rdeča, vidite, signal si predstavljam in takle gravitacijski signal si bom zmeraj predstavljal, da bo nekaj zanihal, ne, neki bump naredil, ne, se pravi, nekaj nihajo, najprej bo amplituda naraščala, ne, pa padla, ne, in zdaj teh nihajo bo tlele, mislim, okrog 10 ali 20, ne, in zdaj pogledam, kaj se zgodi, ne, če takle signal pade na en tak resonator, nihajni krog, ne, ki ima, zdaj pa ta nihajni krog, vidite, ima različne kuje, to se pravi različno širino te resonance, ne. A vidite, tukaj je širina 2,5, ne, tukaj je Q10, ne, tukaj pa Q40. Čim večji je Q, tem ožja je resonančna krivulja. Ne. In kaj se zgodi? A vidite, če imam slab Q, ne, potem bojo tele, vidite, odziv signala so pa tele ta spodne plave krivulje. Ne. A vidite, če imam slab Q, ne, potem je odziv signala je majčkana, ne, in to pri vseh frekvencah, ampak pri vseh različnih frekvencah približno enaka. Vidite, tukaj je frekvenca, rastna frekvenca tega resonančnega kroga je enaka, ne, kakor je frekvenca signala, ko upade, tukaj je frekvenca, lastna frekvenca resonančnega kroga majčka nižja, ne, tukaj pa malo višja, kot je frekvenca, ko pade, ne, ampak vidite, če je Q majčkan, je vse na figa, ne, signal bo približno enak. Ne. Če pa Q večjem, se pa kaj dogaja? A vidite, v resonanci, ne, čim večji je Q, ne, dobim pa, signal je sicer popačen, ne, ampak večji. A ne? Ne. In pa vidite, v resonanci sem tlele zelo visok, ne, bistveno več, kot tukaj. Ne. Ne. Ampak, zdaj, to je zdaj fejst, to se pravi, v resonanci jaz lahko dobim velik signal. Ne? In Weberova ideja je bilo to, ne? Kaj moram narediti? Ne? Jaz moram to se pravi, nihajni krog, ki ga naredim, ne? z piezokristalom, ne bom dal sam piezokristal, ne? Ampak še na ogromno maso zraven, ne? Ampak to tako maso, ko bom imela strašen velik Q. Ne? In tisti velik Q je pomenil mesec okrog milijon, ne? Ogromna številka. Ne? Ne, zaradi tega so bili te Weberove palce, ne, zdaj seveda, tle so še razni triki zraven, ampak kaj bomo mogoče posnej mačken videli, ne, in tako ta Weberove palce so bili občutljive seveda samo na signale, ne, ki so bili v resonanci z to palco, ne, pa to je manj narodno, ker nikoli nismo vedeli, kaj bomo dobili iz vesolja, ne. No, pa imamo naprej, vidite, tle hočem pogledati, zdaj pa, problem, ne, pri meritvi takih majhnih naprav pa zmeri šum. Ne. Zdaj pa hočem pokazati, kaj se zgodi z razmerjem signal proti šumu. Ne. Zdaj predstavljajte si, da imam, a vidite, signal je vedno obremenjen s šumom, ne, ampak odkoč pride šum? Šum pride v sami palci. Recimo sama palca, ne, šumi. Zakaj šumi? Zato, ker se atomi noter termično gibljajo. Ne. In tale, vidite, to rumeno, tole je šum. Ne. Si predstavljate, tle sem pa naložil na tale šum, sem naložil tak signal, kot je na prejšnji sliki. Ne. Tle sem naložil tako, da je velikost signala ravno tako velika, kot je velikost šuma, tle je velikost signala polovica velikosti šuma, tle je samo še četrtina in tle je pa osmina. A vidite, tukaj nič ne vidite, da bi tle noter kakšen signala. Ne. Tlega pa vidite. Ne. Ampak zdaj pa poglejmo, ne, kaj se zgodi, ne, ko gre tale signal, ne, skozi resonančen krog. Ne. Aha, vidite, tlele, ne, je šuma zelo malo, ampak signal se je pa močno ujačil. Ne. Tukaj, ne, poglejte, je šuma sicer, a vidite,
signal je tlele zelo, precej močnejši kot šum. Ne? Tudi tlele, a vidite, če osminka tlele, lepo vidim, da je signal prisoten, ne? Kljub temu, da ga brez filtra ne vidim. Ne? No, če imam pa velik Q, ne? Pa vidite, da je še večja razlika. Ampak nekaj pa moramo videti tlele. Ne? A vidite, jaz sem tlele Q povečal od 10 do 100-krat, ne? Pa bi rekel, ja, se zato bomo pa 100-krat večji signal, pa ni 100-krat večji signal, je samo malo večji, ampak se bolj dolg časa vleče. Ne? Zakaj ni 100-krat večji? Zaradi tega, ker je trajanje signala ni za dosti dolg časa nihalo. A vidite, vi lahko resonator vzvodite na amplitudo Q-krat večjo od vhodnega signala, samo če vzbujate s Q nihaji, če pa nihajo manj kot Q, pa nič ne pomaga. Ne? Torej, vidite, tale signal plus šum je ena zelo, zelo pomembna stvar pri tevle. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj so izvori šuma pri mehanskem nihalu. A vidite, prvo je seizmični šum. To skoraj vsak ve, da se zemlja trese. Ne? In zemlja se trese, če je mirno, recimo, jaz mislim, da je okrog 10 mikrona pri recimo 3 hercih nekaj takega. Ne? To je ogromen, 10 mikronov pri 10 hercih, ne? Če bi zdaj to recimo če bi takole palco, ne? Na takole palco računali, ne? Bi bilo to na 1 meter veliko palco, bi to prineslo H10 na -7. Pa se spomnite, mi hočemo pa 10 na -20 prijeti, ne? To se pravi katastrofa. Ne? Ampak vidite, seizmični šum, ne, se da odpraviti. Ampak odprava seizmičnega šuma je ena najtežjih problemov pri teh detektorjih gravitacijskih valov. Naslednji je termični šum, to sem že omenil. Ne? Se pravi, molekule, atomi nihajo v kristalih, ne? In zaradi tega, ne, tudi takale palca niha. Ne? In zdaj se da, a vidite, vsako mehanski sistem, vsako palco se da predstavljati kot, rečemo, harmonične oscilatorje, ne? Ker ima vsak harmonični oscilator ima svojo lastno frekvenco. Ne? Recimo ena palca, ne? Takala dolga palca, ima prvo lastno frekvenco tako, da se takole stiska pa krči. Ne? In seveda, da je valovna dolžina tega vala je dvakrat dolžina palca. Naslednja je tako, da je valovna dolžina dolžina palca pa tako naprej, pa se lahko palca še zvija pa tako naprej. Ne? Ampak, a vidite, za nizke frekvence, hvala Bogu, so frekvence razmeroma ločene. Ne? Ampak tisto, kar je zanimivo, je pa to, ne? Da ima vsak lasten način nihanja, ima energijo 1/2 kakrat T. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Vzamemo eno palco, ne? Z maso 1 tono, pa lastno frekvenco 1000 Hz, vse to ni čisto prave številke, ampak približno prav je. Ne? Recimo, če vzamete aluminij, ne? Pa rečemo, ne? Potem tale, a vidite, takale palca niha z frekvenco, ne? Z amplitudo približno 2x10 na -16 metra, ne? Če je temperatura 40 milikelvinov. Ne? Če se pravi, če imate pa temperaturo recimo 400 kelvinov, no, je pa grozna številka. Ne? Se pravi, če bi hoteli 10 na -16 pridete, vidite, rabimo 40 milikelvinov. Ne? Težko, ne? Ampak potem je pa še en šum, ne? Ki na koncu se izkaže, da je še najbolj pomemben, je pa kvantni šum. Ne? Namreč zakaj? Ne? A vidite, zaradi kvantne mehanike, ne? Prav, da je vsaka harmonični oscilator, ne? In tako vsako lastno nihanje je harmonični oscilator, ne? Ima energijo 1/2 H-krat frekvenca, ne? Ali pa H' krat omega, kakor ste navajeni. Ne? Če tole pogledate, koliko to znese za takole palco, ne? Pomeni, da amplituda je 3x10 na -21 metra. Se pravi, če hočemo 10 na -21 metra prideti, ne? V resonanci, ne? Moramo se znebiti vseh ostalih šumov, pa samo kvantnega moramo dobiti. Ne? Samo kvantni mora ostati. Ne? Težko, ne? Ampak zdaj, nekaj pa moram povedati. Ne? A vidite, zdaj se bomo vprašati, a vidite, kdaj pa nasploh vem, da je ena palca sploh zanihala. Ne? Kdaj vem?
Jaz sem tle eno palco sem izoliral, kolikor se je dalo, vse krasen, seizmičnega šuma ni, termični šum je, kar je, ali pa recimo, da sem ohladil to palco na skoraj nič Kelvina, ne. Kdaj vem, da je zanihala, ne? Ja. Najprej je takole, ne. Najprej moramo ugotoviti, ne, seveda, da se energija tele palce, ne, izraža v kvantih, ne. To se pravi, energija tele palce je 1/2 masa krat omega na kvadrat krat a kvadrat. To, ne, to se pravi, to je. Ampak tole, ne, seveda je enako n krat plus 1/2 krat h krat omega. To se pravi, n je število kvantov. Koliko število kvantov je v palci, ne, to določa, ne, normalno ne določa, koliko je temperatura. Ne. Temperatura pomeni, koliko je v lastnem stanju, ne, in to se pravi, vidite, n plus 1/2 h krat f je k krat t. Ne. To se pravi, če bomo nizko temperaturo, bomo mal tega majhen n v palci. Ne. Zdaj pa Heisenbergovo načelo pravi pa tole, ne. Delta E krat delta T je h polovic. Ne. To se pravi, kaj to pomeni? Ne. Da, če jaz merim čas delta T, ne, potem je energija nedoločena za delta E, je enako h za 2 delta T. Zdaj, kaj zdaj delta T, ne, pri takile meritvi? Ja, delta T je to, čez koliko nihajev bom pogledal, ali palca niha ali ne niha. Ne. To se pravi, delta T bom dal število nihajev, ne, deljeno s frekvenco. Ne. Tole je pa seveda rečemo delta phi, ne, razlika faze, ne, v palci, ne, za 2πf. Ne. Zdaj pa negotovost meritve stanju z n kvantni energijo, ne, je delta phi, a vidite, delta phi jaz lahko fazo nihanja te palca načeloma, čist kvantno-mehansko načeloma, zmeram z natančnostjo 1 deljeno z n, pri čemer je n število kvantov. Ne. Ne, to se pravi, tale energija, ne, kaj zdaj pomeni? Ne? Če hočem, da bom jaz vedel, da palca zaniha, mora energija, ki je palca sprejela, ne, biti večja, kot h krat f z 2n. Ne. In iz tega sledi, koliko je potem delta A, ne, in tako naprej, ne, in tako naprej, ne, in potem ugotovim, da je delta A, ne, na koncu, ne, je enako 10 na minus 21 krat koren iz n, pa ko, ne, v metrih, ne. To se pravi 10 na minus 21 metrov krat koren iz n, tok je, ne, pri čemer, ne, in tale, vidite, tale koren iz n, pa se izraža s temperaturo, je pa takale, ne, malo se zračuna. Ne. Zdaj, moram pa še nekaj povedati, vidite, vidite, zdaj, kar se same fizike tiče, ne, je čisto vse na figa, sem v resonanci ali nisem v resonanci. Ne. Jaz bom vedel, če sem toliko energije dobil, če se je toliko energija spremenila, potem vem, da je palca zanihala. Ne. In palca zaniha lahko en val, ki je pač prišel na no in nihanje lahko zelo majčkano. Ne. No, ampak zdaj, a vidite, vidite potem, jaz sem prej omenil, ne, da je vsako telo, ne, je sestavljeno iz zelo velikih harmoničnih oscilatorjev. Ne. In zdaj tukaj sem narisal takole, a vidite, vsak harmonični oscilator ima svojo frekvenco, to ima zdaj svojo resonanco, ne. In zdaj, a vidite, tale krivulja kaže zdaj, kako je z šumom, ne. Koliko je šum, ne, ampak, a vidite, če imam zdaj jaz če imam široke resonance, ne, tukaj je Q, mislim, da 2,5, ne, potem se mi šum, ne, nalaga od vsake resonance posebej, ne. Ne, in potem, če imam zelo slab Q, ne, pomeni, da imam žolco, ne, in žolco se vsa trese. Ne. Zdaj, a vidite, če imam boljši Q, ne, potem imam takele špice, ne, tlele imam majčken šum, ne, tlele imam pa velizga. Ne, ampak če imam pa zelo velik Q, a vidite, kaj se zgodi, ne, imam pa zelo ozke špice, ne, ampak tlele, spode, pod prvo lastno frekvenco je pa vse mirno. Ne. Tle imam pa blazno majčken šum. Ne. In to je ključno za gravitacijske detektorje. Ne. Namreč, kaj so zdaj ugotovili? Ne. Zdaj bomo, a vidite, palce niso posebno fejst. Zdaj, ker palce dobro delajo, sam če greste v resonanci, ampak če ste pa v resonanci, ne, pa se ne veste, da vam bo izvor ravno na roko šel pa šli v vašo resonanco. Ne. Ampak zato so rekli, dajmo mi raje takole vzeti, ne,
take palce, ne, ki bojo imele lastno frekvenco dosti visoko, ne, jaz bom pa delal pri nižjih frekvencah. Jaz pričakujem, da bo gravitacijski valovi imeli nizke frekvence, ne, in vidite, pri nizkih frekvencah hočem jaz imeti čim manjši šum, čim bolj dol mora biti, ne, in če hočem imeti čim bolj dol, moram imeti zelo ozke tele resonance, ne, se pravi, moram imeti zelo visok Q, ne. In to je bila cela industrija, kako delati kristale, kako besati kristale, oziroma stekla, ne, zrcala, ne, z visokim Q-jem, ne. In Q-ji so tako tam blizu milijona, če se da, ne. Se pravi, fantastično, ne, to se pravi, to zvenišče pa še, ne. Ampak to seveda v vakuumu. Hec je to, sem se igral s temi zadevami, ne, in je prav zanimiv, ne. Če imate to v zraku, ne, tako recimo, takole maso, ne, pa jo poskušate vzbujati, ne, pa hitro ugasne, ne, ker date pa vakuum, pa poje, ne. Pa nisem, morate seveda čisto zelo, zelo natančno besati, ne. No, pa gremo do ligota. Vidite, kaj je zdaj ligot detektora? Vidite, ligo ima mase, 4 testne mase, ne. Ti ima tele zelo velik Q, ne, za tega, da se pri tih frekvencah, ne, za katere je ligo namenjen, se mase zaradi termičnega šuma tako malo tresejo, da tega ni treba upoštevati, ne. Ne, in zdaj ima pa dolge roke, ne, velike razdalje med dvema zrcaloma, ne, zaradi tega, da H naredi velik premik, ne. Seveda ni velik, ne, 4 km krat 10⁻², ne. To še zmeri zelo malo, ne, to je to, kar recimo, če merite razdaljo Zemlja, Sonce na velikost protona, ne, približno, tako malo, ne. Ampak, ne, da se izračunati, ne, da hvala Bogu, tele zrcala so, ne, zaradi torej, efekti, ne, termični pa tako naprej, ne, nam zagotavljajo, da nam to ne bo nagajalo, ne. Ampak seveda zdaj pa treba te majhne premike meriti. Ampak te majhne premike se pa meri z resonanco spet, ne? Ampak resonanco česa? A vidite, resonanco svetlobe v tehle votlinah. Tole ena piščalka, to je druga piščalka, ne? Ko pride gravitacijski val, se tale odmakne, se tale razširi, ne? Tale gre pa skup. In potem obratno, ne? V drugi polovici faze, ne? To se pravi, a vidite, lastna frekvenca za svetlobo, ne? Tlele se najprej tu se mečken poveča, tale se pa malo zmanjša in obratno, ne. Zdaj, vidite, zdaj so pa zviti. Kako ligo deluje tale detektor, ne. No in tlele, če se vstavimo ravno pri te sliki, a vidite tukajle, ne, je zdaj pokazal, ne, kako nizek je šum, a ne, za H, ne. Tele špice tlele so v glavnem mnogokratniki 60 Hz, ne. A vi se tistih 60 Hz se meje, ki ne morate znebiti, ne, ker seveda vsa elektrika je na 60 Hz, ne, in to vam šprica noter v detektor, ne, in to je treba potem z procesiranjem signala izločiti, ne, to, kar pride na tele frekvence, ampak skratka, vidite, zelo, ne, ko sem jaz zapustil leta 86, smo bili pri 10⁻18, ne, tlele nekje, ne, in to je fantastično, kaj so dosegli, ne. Ampak če pogledate, ne, v 30 letih so šli od 10⁻18 do 10⁻23, ne, samo za 300% na leto, ne. Slabško kar za boj računalnikov, ampak 300% na leto so prišli, ne, in kar je bilo skoraj neverjetno, ne. Kako dela ligo ob sebo? Ja. A vidite, kako dela? Tlele imamo laser, ta laser zdaj svet na tale resonator, ne. Tele imamo eno vhodno zrcalo, ne, in bom pa povedal, kaj ta, najprej pogledamo, a vidite, tale svetloba gre iz laserja, ne, in se tle na temle beam splitterju razdeli, ne, gre v tole svetlobo, ne, pa v tole, ne. Zdaj, a vidite, zdaj si predstavljate, tole vse skupaj je en resonator, ne, ampak zato, ker tole zrcalo, pa to se premika, vidite, če gre to gor, gre to dol, ampak seveda ta animacija ni zelo uspešna, ki je težko narediti, ne. Zdaj, ampak kaj se zgodi? A vidite, zaradi tega, ker se tale dolžina spremeni, se faza tega valovanja tukaj le majčkeno spremeni.
Ne, zaradi tega je odbito tole valovanje, ima malo drugačno fazo, kot je imelo prej, ne, in tole isto. Ne. Tukaj, vidite, na tem blin splitterju se pa naredi vsota tega plus tega, ne, ki gre sem, razlika tega plus tega gre pa sem. Zdaj, kaj skrbijo? Ne? Oni skrbijo to, da je razlika več ali manj skozi nič, ne? Ampak ko se pa tele dolžine spreminjajo, ne? A vidite, pa dobimo eno razliko, ne? In tale razlika gre tlele ven. Ne? Ampak finte so pa tlele še velike zraven. Ne? V čem je vic? Ne? A vidite, tlele sem narisal tale svetloba z laserjem, ima majhno amplitudo. Ne? Tlele imam že večjo amplitudo, ne? Tle not imam pa še večjo amplitudo. Zakaj? Iz laserja ven gre 10 vatov. Tukaj le noter pa govorijo o circulating power 100 kilovatov. Zakaj? Zato, ker svetlobo ujamejo. A vidite, to je piščalka, ne? Zelo visokim kujem. Ne? In zdaj vi čist mačkam zgoščate tako piščalko, ne? Ampak z rezonance svetlobe tle noti v utlini, ne? Najprej enkrat imamo tole piščalko, ne, pa imamo pa še tole, ne, in za rezonance, ne, potem tukaj naraste moč na tako blazno številko 100 kilovatov. Ne. To pomeni, da je v tele votlini noter, ne, gostota polja, ne, elektromagnetnega polja je okrog 1 džul. Ne. Predstavljate, tole ima, rečemo, da bi imeli tole 1 vat, ne, pa nima 1 vat. Ne. Ne? Koliko je zdaj gostota moči? Ne? A vidite, če posvetam, v eni sekundi gre svetloba 300 tisoč kilometrov. Ne? To se pravi, iz tega na 1 meter, ne, imam na 1 kilometer imam 300 tisočina vatov. Ne? Tukaj pa 1 vat noter. Blazna boča. Ne? In ta blazna moč, ne, omogoča, da se da tako majčkene premike meriti. No, sam neki slikca, ne. Zdaj, kje sta 2 detektorja ligo, ne. Eden je v Hanfordu, ne, to je država Washington, to je pa država Louisiana, v Livingstonu. Ne. Kako to zgleda? Sem seveda z interneta slikce pobral. Ne. Tole je Hanford, ne. Tole je 4 kilometre, tale roka. Ne. To je pa Livingston. No, to je tale, vidite, kako lepo izgleda tale masa. Ne? To se pravi, tole masa je zrcalo, ne? Na koncu interferometra. Ne? Tale slikca mi je nekako všeča. Ne? Vidite, tale masa je tako obešana, ne? Pa 2 mase sta tlele, ena pa še ena. Ne? To je, vidite, tale, seveda, te mase morajo biti zelo, zelo zvito obešane. Ne? Prvič so obešene, so najprej, vidite, včasih smo imeli na wolframske žice, ne? Ampak potem so ugotovili, da z wolframske žice je problem, zato ker ima wolfram drugačno gostoto, kot steklo, ne? Pa nima tako dobrega kuja. Ne? Zato je najboljš, ne, da daste kar tole je silicijevo steklo, ne? Najboljš je kar silicijeva vlakna, ne silicijeva, kako se reče, kvarčna, ne? Kvarčno steklo pa kvarčna vlakna, ne? Ker so posebej predelane, obdelane, pa tako naprej, da imajo krasen kuj, pa da so vse prilagodi. Ne. Ker problem je v tem, ne, če imate vi tole maso obešeno, ne, jo morate imeti zelo dobro obešeno, da kuja ne zmanjšate. Ne. In to je čuda, kaj morate narediti, ne. Ker ta masa mora imeti kuj tam okrog milijonov, kaj takega. Če ima pa slab kuj, boste videli termični šum, ne smete. Ne. In seveda morate jo obesiti tako, da takrat, da tam, ko se obesi, da se tam nekaj natare, pa bo zanačkuva. To zelo hitro naredite. Druga zadeva je pa treba poskrbeti, da ta masa res primer, da se ne bo tresla. Se pravi, seizmiko je treba odpraviti. Ne. Ta prvi način je pač to, ne. A vidite, da takole maso, rečete si, da je tole masa, ne. Kaj naredim? Na zelo dolg štrak jo obesam, ne. Pa je nihalo, ne, zelo nizko lastno frekvenco, da se lahko vrh se lahko trese, ne, ampak to nihalo bo nihalo pač s tole lastno frekvenco, ne. Ampak zdaj ste pa zviti, ne. A vidite, vzamete pa drugo nihalo, ne, z drugo lastno frekvenco, ne. Zdaj pa primerjate, ne, kako ena pa drugo nihalo niha, ne.
da če ti dve nihala, drugo glede na drugo nihate, potem veste, da niha, ne? Da se trese. Ne? In kaj naredite? In servo naredite, ne? Da merite razliko med nihanjem prvega pa drugega nihala, ne? Ne? In potem naredite servo tako, da pri prijemališče, ne? Premikate spet so ti tako, da je primera. Ne? No, ampak zdaj jaz ni vem čisto točno, zakaj sta te dve masi, ampak se mi zdi, ne, takrat mi smo imeli to idejo, ne, da bi pravzaprav, a vidite, da tale masa je ta glavna interferometriška, tale masa, ne, je pa še dodaten paralelni interferometer, ne, ki pravzaprav meri razdaljo na 4 kilometrih, ne, in potem še pomaga servo tu skrbeti za to, da se primeri, ne. No, tele pa skica, ne, tegale sistema, kako se to naredi, to so pač ne take, a vidite, take vzmeti so, da imate, da dušite nihanje na vzgor pa na vzdolj, pa imate pol cel krvnih servo, to pa kompliciran še pa še, ne. No, tukaj se mi je zdelo potreben, da povem, da to LIGO nisto edina detektorja, to sta edina detektorja, ko sta zdaj zaznala gravitacijske valove, ne, ampak ta industrija, pravzaprav za merjenje gravitacijskih valov je že kar razvita, ne. To preneha sodelovati tele Allegro, Tama pa Weber bar, ne. Weberova palica, ne, je, smo povedali, ta je nekako nažalost, ne, ampak ne smemo pozabiti, pa se bi rad podaril, ne, če ne bi bilo Webera, tega ne bi bilo, ne. Weber je bil korajžen še pa še, ne, vse imel smolo, ampak on je to začel. Potem je Tama je bila japonski in japonska prototip detektorja, Allegro pa mislim, da je bila v Padovi. No, zdaj imate pa, vidite, Aigo imate interferometer je v Avstraliji, ne, potem imate Auriga je v Pizi, ne, pardon, tale je kriogenska palca, ne, palca je ohlajena na 40 Kelvina, ne. Potem je LIGO seveda, ne, potem je Clio, ne. Clio je interferometer na Japonskem, ne. Tam pa testirajo, kako narediti interferometer, da bi mase še hladili na 3 Kelvine, ne. To se pravi, vse ta interferometer pa 100 kW moči, ne, pa še hladiti na 3 Kelvine, kako bo to naredili, ne vem, ampak težko, ne. Potem je Nemci imajo, ne, Nemci pa Angleži imajo skupaj tale GEO-600, to je 600-metrski interferometer. Potem je tale LISA Pathfinder, ne. LISA Pathfinder je vesoljski projekt LISA, ne, je pravzaprav že kar dolgo časa, jaz mislim okrog 40 let, ne, so ljudje predlagali, da bi naredili vesoljski interferometer, ne, in to je bilo v začetku zelo vabljivo, ne, posebno takrat, ko pravzaprav nismo vedeli, kaj bi izvori lahko bili, ne, in so ljudje rekli, da se bi bilo fajn, pa jaz sem bil med tistimi, ki sem bil zagovornik tega, ne, da dajmo najprej gravitacijske zaznave zaznati tam, ne, ker vemo, da sigurno morajo biti, ne, se pravi gravitacijske valove od dveh zvezd, ki krožita okrog skupnega težišča, to se pravi ne daleč gledati, ampak kar v naši okolici, ne, gledati hitre dvojnice, ne, ampak seveda zato bi bilo treba tudi v vesolje, ne, postaviti interferometer na milijona kilometrov razdalje, ne, in meriti mikronske razdalje ali kaj takega, ne, pa bi šlo, ne. Ampak skazalo se, da je to razmeroma težko, ampak skratka zdaj LISA Pathfinder končen koncev je, se pravi en satelit je šel ven, ne, ki preskuša to tehnologijo interferometrije, ne, da bi delal dolge gravitacijske valove, ne. Dolgi gravitacijski valovi bi bili pomembni, pravzaprav zelo zanimivi za vesolje, ne, zato ker tisti dolgi gravitacijski valovi bi lahko bili pravzaprav odzvanjali začetka vesolja, ne, in to bi bilo nekako zelo zanimivo in upam, da LISA bo enkrat letela, ne, ampak jaz te verjetno ne bom dočakal. No, potem imamo še tale Mario Schenberg, to je v Braziliji, pa Mini-Grail je pa tudi kriodetektor na Nizozemskem, ne. Potem je, vidite, v izgradnji je Kagra na Japonskem, to je imenitna zadeva, 200 metrov pod zemljo, v 3-kilometrska dva pravokotna rova, ne, hlajeno bo, mislim, na 3 Kelvine vse skupaj, ne, tako da potem imamo pa tale Advanced Virgo, je pa to je pa v Pizi, ne, pa so pa še razni predlagani. To se pravi, jaz mislim, da se ta gravitacijska tehnologija gravitacijskih merjenj, gravitacijskih valov je zdaj nekako počela, ne, in se bo razvijala, ne.
No, to je po odkritju septembra 2015, so javili, da so odkrili zlitje dveh črnih lukenj z masama 36, ne, plus 5 minus 4 mase Sonca, ne, ta druga pa 29 plus, ne, v eno črno luknjo z maso 62 sončnih mas, to se pravi 3 sončne mase energije je šlo v gravitacijske valove. Ne. Zdaj, tole so signali odkritja. Ne. Vidite, takole je izgledal, ne, tisto, kar je impresivno. Vidite, je zdaj, koliko je H, ne, H je 10 na, vidite, to je 10 na minus 21, to se pravi, a vidite, velikost signala je bila približno 10 na minus 21, ne. Fantastično mečkan, ne, ampak vidite, zelo čist signal, ne. No, zdaj se pa vrnem na sliko, ko sem na začetku kazal, ne. Zdaj, kje je ta signal, ne? Ta signal, a vidite, tale nihaj, bi rekel, tale ta zadnji nihaj, ne? To je še velik nihaj, pa sam neki naredi pa konca, ne? Tale ta zadnji nihaj, ne, ima periodo 6,2 milisekunde, ne? Pa je pa konc. Se pravi, če pogledate, ne, a vidite, frekvenca se je spremenila od nižje, ne, okrog 30 Hz do tole okrog 150 Hz, ne, pa je pa konc. In če sem tle narisal na tisto slikco, ne, kaj nam tale signal da? Najprej je bila nižja frekvenca, ne, potem se je frekvenca zvišala, a vidite, ampak pa se je postavila, pa je pa konc. Vidite, kaj narobe s to sliko? Jaz sem prej rekel, ne, da bi nevtronske zvezde morali vsem prešibati, ne? Ampak tlele je pa nehal že 6,2 milisekunde. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da mu izmanjka sape. Ne? To pomeni, da tiste dve zvezde nista mogli skupaj priti. Ne? To pomeni, da to nista bile nevtronske zvezde. Če bi bile nevtronske zvezde, bi šibale do konca. To pa nista. Če pa nista nevtronske zvezde, imate tako veliko maso, pa ste tako blisko prišle, ste morate biti pa črne luknje. Ne? Pa še več lahko zdaj ugotovimo. Ne? A vidite, iz tele frekvence lahko sklepamo, koliko so velike te črne luknje. Kako? Poglejte, prej sem napisal, koliko je zdaj moč gravitacijskih valov, ne, ki je seveda, sem rekel, je odvisna od razdalje med zvezdama, pa od frekvencosti okrožja, frekvenco oziroma razdaljo pa frekvenco povezuje Keplerjev zakon, ne, tako da lahko tole moč gravitacijskih valov, ne, izrazim z frekvenco oziroma z periodo s časom, ne, takole se zapiše ta številka. Ne. To se pravi, T na minus 10 tretjin, T je pa tale čas. Ne. Se pravi, ob tem tale zadnji nihaj, ne, je imel moč, ne, toliko 7,7, ne, ja, 7,7 krat 10 na minus 11 krat, tole so mase, ne, krat tale čas 6,2 milisekund na minus 10 tretjina. Ne. Zdaj pa, pogledajte, kaj se zgodi. Zdaj se moramo vprašati, ja, če tole moč še delim za mc kvadrat, celotno maso energijo, ki je notera, ne? Ja, a vidite, če tale številka postane reda velikosti 1, pomeni, da smo šlo vse gravitacijske valove, ne? To se pravi, tale številka, jaz moram ugotoviti zdaj, koliko je največ tale številka lahko, a ne? Namreč 1 ne, verjetno, ne, zato, ker ne bo šlo vse gravitacijske valove, ker bo na koncu nekaj ostala, ne? Ampak koliko pa je tizga, ne? Ja, jaz sem pred 43 leti napisal en članek, ne, ker sem rekel, da je tole 1%, ne, oziroma 1,1%. Ne. No, zdaj sem narisal, a vidite, tole formula, tole je tale izraz, masa 1, masa 2, ne. Potem, a vidite, pa tukaj pa tole razmerje T krat gravitacijski z M1 plus M2C kvadrata, ne. No, v resnici, ne, sem jaz rekel, da je 1,16% nekaj takega. Ne. Potem sem narisal, koliko, ne, kdaj je ta številka 1,6%? Ja, koliko mora biti masa? Ne? Ja, a vidite, tole, če je ena masa, rečemo 40, ta druga pa tlele, recimo 20, ne, ampak tisto, kar so deklarirali, je tlele. Tole je ena masa pa druga. Ne. To se pravi, samo iz tega,
koliko časa tole traja, lahko sklepamo, da mora ta masa na tele črti ležati. Ne? Iz tega dolžine trajanja, ne, lahko pa ugotovimo, kje na tej črti ležita. Ne? To se pravi, zdaj pa, če vemo, če smo zdaj to ugotovili, koliko je masa, ne, potem pa lahko ugotovimo, koliko je H. Ne? H mora biti pa tolikle, ne? Ampak kaj v H-ju notri? So mase nastopajo, pa C pa tako naprej, ne? Omega C, to vemo, koliko je omega C, ne? Edino, kar ne vemo, koliko je R, ne? Vemo H, ne? Ja, R pa zračunamo, ne? In če zračunate R, pridete seveda na tisto številko, ko se je povedala, ne? In vidite, kaj se bo zdaj sada zmeriti. To se pravi, mi bomo zdaj lahko videli, da črne luknje trkajo tam nekje daleč v vesolju, ne? Pa bomo vedeli, ne? Kolikšno maso imajo, pa še koliko daleč so. A ni to krasno? To se pravi, zdaj bomo črne luknje v vesolju lahko kar gledali in črne luknje bojo boljše kot supernove svetilniki. Ne? Če bomo zdaj videli, da črne luknje trčijo, pa če bomo videli še nekaj optičnega, da se je zgodilo, ne? Na tisti lokaciji, ne? Potem bomo merili razdalje vesolja z blazno natančnostjo. Ne bomo rabili več supernov, pozabite na supernove, črne luknje so boljše. No, na koncu se moram pa še malo prehvaliti. No. Namreč, pred 43 leti sem povedal, koliko mora tele energije prideti. Ne. Tale številka. Ne. In tale številka je v prejšnji sliki, ne. Mase dala. Ne. Seveda ne delajo več skozi, ker so vse modele natančno menično zračunali. Ne. Ampak, ne. Hvala lepa, to je vse. Najlepša hvala za predavanje, veliko informacij, bomo jih mogli malo obdelati še. Mene zanima, mislim tako, da začnem mogoče s vprašanji, ne? Me zanima, poleg črnih lukenj, katere objekte bomo zdaj lahko boljše spoznavali, astrofizikalne, na primer? Če sem čist popravit, se mi zdi, da bo črne luknje so najbolj, jaz sem bil malo presenečen, ne? Ker vsi smo nekako pričakovali, da bojo nevtronske zvezde, trki nevtronskih zvezd. Ne? Ker recimo Kip Thorne, ki je bil največji breku, torej njemu treba so spoštovane izraziti, ne? Da je ta projekt do konca speljal. Ne? Ampak on je nekako verjel v nevtronske zvezde, ne? In tisti argument, ne? Ki ga je pred recimo dal pred senatom, ne? Združenih držav, ne? Je bil to, ne? Da so bile nevtronske zvezde tele Hals-Taylor, dvojni pulzar. Ne? Dvojni pulzar, ne, sta dve zvezde, ki krožita s periodo, ne vem koliko, 3 ure ali 4 ure ali nekaj takega, nekaj zelo majhnega, ne, zelo kratek čas. Ne? In zračuna se da tele nevtronske zvezde bodo skupaj padle čez 350 milijonov let. Ne? Zdaj, toliko nimamo časa čakati. Ne? Ampak, če pa imamo tako, torej, če sežemo tako daleč v vesolju, ne, da bomo 350 milijonov galaksij zajela, ne, pa bomo pa človek rekel, bomo pa eno tako videli na leta, ne, povprečju. Ne, pa v resnici je še par takih nevtronskih zvezd pa naši galaksiji, ne, ki bodo recimo čez mogoče milijardo let tršle, ne, tako da bi človek rekel, dobre nevtronske zvezde so prvi kandidati in so bili do zdaj pravzaprav nevtronske zvezde prvi kandidati. Ne, tako da mene se zdi, da vse je presenetilo, da so bile ravno črne luknje in to razmeroma velike črne luknje. Noben, jaz ne vem, ne, teorija jih ni posebej radodarna, da bi povedala, kako so nastale. Ne vemo, ne. Tako da... Pustimo se presenetiti, torej. Ja. Še kakšno vprašanje, mogoče iz publike? Izvolite. Jaz sem dosti laična na tem področju, ampak tako veliko razmišljam o teh stvarih. Pa me zanima, v tej fazi črnih lukenj, ko imamo to najbrž vrtice in centripetalno silo, in to spreminjajo in kaosa, ne? In a ni to zdaj znak, da se lahko vesolje sesuje vase. Posebej, če sta
Ko si jaz predstavljam laično, Ja, to mislim, da... Anime pa to zanima, masa pa energija, Einstein je rekel, da se masa spreminja v energijo. Govorimo o masno-energijskih procesih, ki potekajo hkrati. Zakaj ločeno govorimo o masi in ločeno o energiji? Jaz mislim, da bi bilo predolg časa potrebno, da se te stvari razjasnimo. Ne? To, a veste, to so razmeroma kompleksne teoretične vprašanja, ne? Kaj mislim, da tukaj bi težko razjasnila. Ne? Kako vprašanje drugo mogoče? Obstaja kakšna zgornja meja amplitude teh valov, ki ti detektorji ne morejo več? Zgornja meja? Ne, zgornja meja ne, spodnja pa da. Spodnja meja je pa določena s kvantnim šumom, to, kot sem poskušal opisati. Ne. Zdaj, a veste, ti detektorji, se vidite, recimo LIGO, ne, jaz sem pravzaprav presenečen, ne, še ena stvar, ki se je LIGO zgodila, ne, zelo nizke frekvence grejo, ne, včasih, a veste, pred 30 leti smo bili pri, ne vem, 500 Hz, ne, danes so šli na 30 Hz, ne, tako da, te meje so tako se počasi, ne, ampak vendar se premikajo, ne, tako da jaz verjamem, da ne, se bojo stvari razvijale. Ne. Vprašanje, mogoče še kakšno vprašanje? Izvolite. Odkrivanje gravitacijskih valov z radijskimi teleskopi. Ravno danes sem prebral, da razmišljajo tudi o tem. Jaz moram reči, da to ne verjamem, ne, da so, a veste, zdaj mogoče mislite to, ne, tisto projekte, ki jih imajo, je to, da bi pulzarje gledala, ne. Pulzarji so zelo natančne ure, ne, in če bi, mislim, gledali nekako, kako smo mi, a veste, se pravi, da uporabimo pulzarje tako kot GPS satelite, ne. In potem bi, ideja je bila to, če so to idealni GPS sateliti, ne, idealno čas dajo, ne, potem lahko mi vidimo, kako se mi premikamo glede na tele pulzarje, se pravi, vidimo, kako prostor valovija, ne, glede na pulzarje. Zdaj, jaz sem premalo, mislim, s pulzarji se kar precej ukvarjam, ne, ampak tisti pulzarji, ki se jaz z njim ukvarjam, vem, da malo šumijo, ne. Zdaj, morate imeti samo milisekundne pulzarje, pa res natančne pulzarje, tako da jaz mislim, da bo kar nekaj dela, ne, da bodo pripravili ta projekt tako daleč, da bo, ampak morda se motim. Še kakšno vprašanje morda? Mikrofon. Jaz mislim, da zdaj tole 10 na 21 številko smo si zapomnili vsi, jaz sem pa mogoče preslišala, koliko bi morali biti občutljivi te detektorji, oziroma koliko majhen signal bi morali zagnati, če bi želeli detektirati gravitacijski val od plimovanja, recimo to, kar ste na začetku povedali, Luno pa... Ne, tisti je bilo mogoče malo ponesrečeno, namreč plimovanje, sem rekel, da gravitacijski val na tak način deluje, kakor plima, ne? Ampak, če mislite gravitacijski, to se pravi, a veste, sej to je plimovanje, ne? Ne, to se pravi, a veste, če vi rečete, da je Luna ustvari, mi se lahko na umen ga naredimo, ne? Pa rečemo, Luna naredi gravitacijski val na Zemlji in zaradi tega se Zemlja to kar stegle, ampak to ni čisto prav gravitacijski val, zakaj ne? Zato, ker, a vidite, mi smo tukaj mi nismo v valovnem režimu, ne? Ne, zato, ker vidite, valovna dolžina, ne, obkrožanja Lune okrog Zemlje je en mesec, svetlobni mesec, to je pa zelo velika. Ne. Mi smo not, v sred, ne. To se pravi, mi smo v sred izvora tega gravitacijskega vala, ampak ta gravitacijski val, ki ga naredi sistem Zemlja, Luna, mečkano moč, ne vem, mogoče en vatar, ki je tazga, ali pa še manj, ne vem, straš mečkano, ne. Tako da to ne bomo gledali, ne. Hvala. Še kakšno vprašanje? Lahko mikrofon dobimo.
Kakšna je teoretična najmanjša velikost črnih lukenj? Kako? Kakšna je teoretično najmanjša velikost črnih lukenj? Zdaj, a veste, gotovo ste slišali za Hawkingovo sevanje, ne? Zdaj, in Hawking pravi, ne, pravzaprav to jaz bi rekel, da je bil to bolj Bekenstein, ne? Jacob Bekenstein je nekako začel, Hawking je pa rekel, ja, se pogrunta, kako se to razloži. Ampak skratka, da črna luknja ima temperaturo, ne, ampak ta temperatura je sorazmerna obratno z maso, ne. Zaradi tega, če črna luknja majčkana, potem seva, ne. In sicer, če se prav spomnim številke, ne, če ima črna luknja maso približno to, kakor Šmarna gora, ne, potem je velika kakor protona, ne, in potem seva tako, da bi v času trajanja vesolja razpadla, ne. Tako da najmanjša masa črne luknje, ne, ki bi je človek recimo teoretično pričakoval v vesolju, približno masa Črne gore, ne. Nekaj takega, 10⁻15 gramov ali kaj takega. Ampak ne me besedo držati, ne, ker številke sem spomnil čisto natančno, ne. Še kakšno vprašanje? Potem pa najlepša hvala še enkrat profesorju Čadežu za predavanje in vam za to, da ste prišli.